Dvojčki, lepo pozdravljeni v moji družbi. Z vami sem Teja in za vas bom pogledala, kaj vam tarot karte napovedujejo za mesec februar 2021. Jaz sem karte že premešala, tako da bomo kar začeli. Zdaj, preden začnemo, bi rada samo opozorila, da so to splošne napovedi, zato ni nujno, da je vse namenjeno točno tebi. Spremi tisto, kar se ti zdi, da se poistoveti s tabo in tvojim življenjem, vse ostalo pa enostavno ignoriraj. Evo, s temi kartami bomo pogledali splošne energije za mesec februar in za vsak teden posebej. Zdaj, kot mesec februar, imamo karto Norec. Se pravi, dvojčki, v februarju se boste v bistvu podali na neko novo pot. Poglejmo, prvi teden imamo kralja novcev. Vidite, da boste v prvem tednu zelo samozavestni, odločni. Tukaj lahko tudi počutili se boste zelo stabilne, lahko gre za neko finančno stabilnost, stabilnost v odnosu. V drugem tednu imamo devetico palic, torej tukaj boste nekaj zaključevali. Mogoče boste ravno tukaj nekaj zaključevali in se potem v bistvu podali na to novo pot. Drugi teden bo nekako mogoče bolj naporen, ni nujno, bomo še pogledali, se pa v bistvu nekaj zaključuje. In potem v tretjem tednu imamo karto cesarja. V tretjem tednu boste dvojčki boste podobno kot v prvem tednu zelo samozavestni, s tem, da boste v tretjem tednu delali neke strateške korake, urejali mogoče neke stvari. V četrtem tednu pa imamo viteza kelihov. Torej, četrti teden bo bolj čustven. Bolj se boste osredotočali na čustva in iskali neko veselje v vašem življenju. Dajmo pogledati zdaj dogodke za mesec februar. Kot osrednji dogodek imamo paža kelihov. Bom potem bolj natančno razložila, kaj točno to pomeni. Poglejmo še lekcije. Vaša osrednja lekcija tega meseca je kraljica kelihov. Kar precej kelihov, torej nekako bo v bistvu za vas dvojčke pomembno, da se osredotočate na vaša čustva, kaj čutite, se pravi, kaj vas razveseli, kaj vas osrečuje in tako naprej. Torej, v splošnem bo mesec februar nek nov začetek. Tukaj sledi neko novo pot. To je lahko nek nov odnos ljubezenski, lahko je nova poslovna pot, lahko je neka nova želja, torej si zadate neko novo željo in se potem podate na pot proti tej želji. Lahko naredite nek drznejši korak, nek korak izven cone udobja, ki ga mogoče prej še nikoli niste. Ampak gre v bistvu za nek velik nov začetek, tako da definitivno bo to nek tak zanimiv mesec pred vami, da bomo vse takoj še pogledali. Kot osrednji dogodek je tukaj paž kelihov, kar nekako nakazuje na to, da boste se v februarju mogli nekako dvojčki, da boste mogli najti neko zadovoljstvo v stvareh, ki mogoče na prvi trenutek niso tako zanimive. Oziroma ne bi rekla, da boste mogli najti, ampak jaz bi rekla, da boste sami po sebi našli neko zanimivost v nečemu, kar mogoče prej nikoli niste pomislili, ali pa nekaj, kar se vam prej mogoče ni zdelo tako zanimivo, boste v tem mesecu našli tisto nekaj, kar bo spremenilo to vaše mnenje in boste mogoče celo se podali na to pot, kljub temu, da, ne vem, enkrat v preteklosti se vam je to zdelo nekaj nesmiselnega, nezanimivega, mogoče dolgočasnega. In kot lekcija, to sem že prej omenila, kot lekcija tega meseca je to, da se osredotočite na vaša čustva, da najdete tisto nekaj, kar vas osrečuje. Se pravi, to je lahko neka oseba, ki vas resnično veseli, lahko je neka želja, ki je srčna želja, ne želja ega. Torej, želja ega je nek uspeh, denar, se pravi, nek zunanji vtis nekega uspeha. Srčna želja pa je v bistvu taka želja, ki mogoče navzven ne deluje kot nekaj velikega, ampak pa znotraj vas ustvari neko veliko srečo, zadovoljstvo in tisto pravo obilje, tisto ne fizično obilje, ampak tisto obilje, ko veste, da imate v bistvu, da ste našli nekaj tistega svojega v življenju, tisto nekaj, kar vas resnično veseli in zadovoljuje. Okej, gremo pogledati po tednih, se pravi, prvi teden, ko sem že omenila, boste zelo samozavestni, pogumni, imeli boste tukaj, recimo sploh če se podajate na neko poslovno pot, je videti, da boste imeli dober finančni
dobro finančno podlago, se pravi, tukaj vam ne bo manjkalo, v bistvu nič vam ne bo manjkalo, kar bi vam omejevalo nek korak naprej. Poglejmo, kaj točno se bo dogajalo. Imamo petico kelihov obrnjeno, imamo hudiča in imamo kočijo. Torej, v januarju se vam lahko zgodilo nekaj, kar vas ni, nekaj, kar vam ni bilo všeč. Recimo neka preizkušnja, ki vam ni, ki je v vas ustvarila dosti nekih negativnih čustev, mogoče žalosti, obžalovanja ali kaj takega. In videti je, da boste potem v prvem tednu februarja uspeli v tej situaciji najti nekaj pozitivnega. Uspeli boste v bistvu pogledati na to situacijo iz druge perspektive in v njej najti tisto nekaj, torej ne boste se več osredotočili na to nekaj, kar ne funkcionira, ampak boste našli smisel drugje. In to vas mogoče bo na začetku boste še vedno mogoče imeli tak nek občutek, da ste nekako omejeni, da mogoče ne morete narediti tega naslednjega koraka, ali pa boste še vedno imeli občutek, da se niste rešili tega. Nekako imam občutek, kot da boste gledali na neko pozitivno plat, boste hoteli najti nekaj pozitivnega, ampak kot da mogoče ne boste takoj tega našli. Se pa potem konec prvega tedna, to je recimo tam neki 7., 8., 9. februar, lahko zgodi v bistvu nek preporod, nekako boste uspeli ugotoviti, boste uspeli nekaj pustiti za sabo in jaz bi rekla mogoče celo, da boste v bistvu, da ta karta hudič predstavlja vas, kot da imate vi neko kontrolo nad neko situacijo in da jo vi pretirano hočete kontrolirati in imeti pod nadzorom, potem pa konec prvega tedna boste to spustili od sebe in se boste podali nekako brez teh nekih bremen, se pravi, nekako kot da boste spustili stvari, ne boste več tako odločno hoteli v bistvu, da bi bilo vse pod vašo kontrolo, vse tako, kot si želite. Nekako vam občutek, kot da boste spustili to in enostavno našli nek nov fokus, nov zagon in to je mogoče tudi ta nova pot. Neko novo smer boste ubrali ali pa nekako drugačen pristop do neke situacije. Videti je, da boste še nekako v nekih, tako vas bo vleklo še v eno pa drugo stran, ampak jaz bi rekla, ker imamo tukaj kralja novcev, da boste kljub vsemu zelo zagnani in potem vseeno v bistvu sledili tem nekim notranjim, tistim notranjim namigom, ko te nekaj povleče nekam in potem temu slediš. In kot lekcijo imamo tukaj trojko novcev in karto sonce. Torej, definitivno, zdaj, tle sem prej rekla, da imate dvojčki mogoče občutek, da, ali pa ne občutek, ampak mogoče, da ste preveč, da imate preveč kontrole nad nekom, da izvajate preveč kontrole, preveč hočete, lahko tudi recimo kontrola to nad neko željo, lahko je nad neko osebo, lahko je nad neko situacijo. Se pravi, kot da hočete imeti, kot da hočete preveč kontrolirati, kako se bodo stvari odvile. In tukaj je vaša lekcija to, da v bistvu, da začnete sodelovati z drugimi ljudmi, da prepustite neke stvari tudi drugim, da nimate vsega pod kontrolo, da zaupate drugim ljudem, ne. To je ta karta govori, ne. In recimo, če vidite to karto, recimo, če pogledate to karto, ne, tukaj se nekako, da boste imeli v bistvu vi kontrolo nad neko situacijo. Tukaj pa je lekcija, da, se pravi, ta možiček drži ta velik novec in tukaj, ne vem, če se vidi, sta še dve osebi, vidijo se samo roke, ki skupaj obračajo ta velik novec. Se pravi, to je vaša lekcija. Ne, da imate vi vse pod kontrolo in da vi, ne vem, ti to, ampak da na nek način skupaj začnete sodelovati. In to vas bo v bistvu, vas bo pripravilo do nekega srečnega zaključka, oziroma ne nujno zaključka, ampak neke boljše energije. Tukaj se bo potem lahko ustvarilo neko lepše sodelovanje in tudi potem to vam bo dalo zagon, da sledite tej vaši neki notranji želji. To bo to v prvem tednu. Zdaj v drugem tednu boste tukaj nekaj zaključevali.
če ste se podali tukaj na neko novo pot, pomeni to, da boste v bistvu še neke stvari, ki so še ostale odprte in jih je potrebno še razčistiti, mogli tukaj zaključiti. Dajmo pogledati dogodke. Imamo paža palic obrnjenega, imamo paža novcev obrnjenega in imamo asa novcev. Ker sem tukaj že govorila o teh dveh osebah in o tem, kako je pomembno, da sodelujete, zdaj lahko so to dve osebe, lahko pa je to tudi pač neka situacija, lahko gre to za več oseb, lahko gre samo za eno. Ampak tukaj videti, kot da boste v bistvu kot da boste v bistvu s temi osebami še nekaj razčiščevali in na nek način imam občutek, da boste na koncu vseeno te osebe nekako spustili ven iz svojega življenja in se na to pot podali sami. Ampak to vam bo dalo v bistvu veliko, to vam bo odprlo veliko novih poti, nekako imam občutek, kot da imate v bistvu kontrolo nad nečim, recimo, če gre to za neko poslovno, recimo, da je to neka poslovna ideja ali pa nekaj na poslovnem področju in ste recimo vi nekako nek nadrejeni. Imate pod sabo pač še dva ali pa več ljudi, ki skupaj z vami nekaj kreirajo, nekaj ustvarjajo. In nekako imam občutek, da v začetku februarja boste imeli, ali pa to se lahko tudi že vleče dlje časa, kot da ste preveč imate vse pod kontrolo, se pravi, če je naredil to, če je naredil tisto, nekako, kot da porabite ogromno energije za to, da nekako sploh obdržite vse kompaktno. Ampak ko boste tukaj potem ubrali neko novo pot in ko boste začeli sodelovati s temi ljudmi, se bo zgodilo, da kot da te ljudje, da se več v tej situaciji ne bodo znašli in nekako občutek, kot da bodo zapustili to situacijo in da boste na koncu ostali sami. Kar je v bistvu boljše v tej situaciji tukaj izgleda kot nekaj dobrega. Zato, ker v bistvu to vam bo dalo neko novo usmeritev, imam občutek, kot da boste s tem, ko bodo te osebe zapustile ta vaša življenja, ali pa situacija, dogodki, pač karkoli je, da vam bo to po drugi strani odprlo neka nova vrata do neke boljše možnosti. Ne vem, zanimivo. Dajmo pogledati še lekcije. Imamo viteza novcev in kraljico mečev. Ok, tukaj bi rekla, da je vaša lekcija, zdaj, če pogledamo te karte, ne. Tukaj so rekla, da boste dobili nekaj dobrega. Te dve osebe lahko se pač odstranijo, ali pa se to vi, ki se boste še nekako hoteli na te osebe zanašati, ampak nekako ne bo šlo, v glavnem tukaj boste nekako ostali sami, ampak s tem, ko boste ostali sami, boste prejeli nekaj pomembnega. Odprl se vam bo nek nov svet, neka nova pot in vidite, kot da boste v bistvu prepoznali v vseh teh dogodkih neko pozitivnost, neko srečo, neko v bistvu srečo v smislu tako, wow, kakšno srečo imam, ne, da se mi je to zgodilo. Pomembno pa je, da greste počasi naprej, ampak hkrati pa je zelo pomembno, da tukaj poveste svojo resnico. Kraljica mečev vedno govori o tem, da je komunikacija direktna, iskrena, da je jasnost, da je vse lepo, jasno izraženo in povedano. In tukaj bo vaša lekcija, da sploh s temi osebami, če so te osebe nekako vpletene v vaše življenje, da tukaj jim jasno postavite neke meje ali pa, da se enostavno pogovorite iskreno z njimi glede naslednjih korakov, glede naslednjih pristopov ali karkoli takega. Ja, to je zaenkrat to, kar bi povedala. Pojdimo potem na tretji teden, ko imamo cesarja. Tukaj potem v bistvu primete stvari v svoje roke in nekako dobite dejansko kontrolo nad celotno situacijo. Šele potem, ko to sprostite, torej, ko te ljudi, ki jih nekako
skušate ali pa situacije, ki jih skušate imeti pod kontrolo, ko to v bistvu vse te kontrole odpoveste, ko dovolite, da se stvari zgodijo tako, kot se morajo, boste potem v bistvu prejeli neko lepo darilo, neko fizično pomoč, v smislu, lahko je to finančna pomoč, lahko je to nek predmet, nek, ne vem, stroj, nek karkoli, nekaj fizičnega, kar vam bo potem pomagalo slediti naprej proti vašim ciljem. In tukaj ve, da boste potem v bistvu šele vi dobili tisto pravo moč. Šele takrat, ko boste to kontrolo spustili, ko boste dovolili, da se stvari odvijajo same od sebe, šele takrat boste v bistvu dobili tisto pravo kontrolo nad vašim življenjem. Torej, mogoče bi mogli manj kontrolirati druge in nadzirati druge ljudi, ampak bolj svoje življenje. Ne vem, mogoče. To ni za vse dvojčke, ampak za nekatere zagotovo je to sporočilo na mestu. Dajmo pogledati, kaj se bo dogajalo. Torej, tukaj imamo 8 kelihov, 7 novcev obrnjeno in kralja palic. Ja. Torej, kot sem že prej rekla, tukaj se odmikate od nečesa. Nekaj boste pustili za sabo, ker vam bo v bistvu tale novec, se pravi to, kar bo tukaj prišlo v vaše življenje, to nekje recimo med 13. in 15. februarjem, to, kar bo takrat prišlo v vaše življenje, vam bo dalo dosti več moči, dosti več v bistvu neke želje, da to, kjer boste zdaj, to vas ne bo osrečevalo. Se pravi, boste nekaj želeli zapustiti in se podati na to novo pot naprej. In kot sem rekla, recimo tle cesarne, tukaj boste dobili kontrolo nazaj v svoje življenje, boste dobili to kontrolo nazaj, ampak ne nad drugimi, ampak nad svojim življenjem. In videti je, da boste že takoj, ko boste to situacijo zapustili, karkoli pač ta situacija ali oseba je, boste že takoj videli neke rezultate, nekaj se bo že začelo odvijati. Videli boste, da ste na pravi poti in nekako ne bojo to konkretni rezultati, zdaj, da bi bili to neki konkretni dokazi, da je ta pot bila prava, ampak vi mogoče boste v sebi že videli ta izid ali pa to situacijo, to željo, ki jo želite uresničiti. In tale kralj palic se zelo lepo povezuje s tem cesarjem, ki nekako nakazuje na to, da boste imeli ogromno neke samozavesti, da boste zelo pogumni, da boste zelo odločeni in morda se tukaj zgodi celo, da se vam pojavi nekaj iz preteklosti, nekdo bo spet želel stopiti v stik z vami ali pa mogoče te osebe tukaj, ki so se odstranile, bodo mogoče spet na nek način želele stopiti z vami v stik, ampak jaz vidim tle, tako kot vidim, ne bo več tako, kot je bilo prej, ne. Tudi če se pojavite nazaj v vašem življenju, je videti, da boste imeli še vedno moč nad njimi, ampak tokrat na drugačen način, ne na tak, da na nek način, ne vem, jaz to kar nekaj govorim, pač nekako dobivam kaj moram rešiti, ampak ne vem, upam, da ima to nek smisel za vas. Se pravi, nekako ne bo več isto, če pridejo te osebe nazaj, ker na nek način, kot da boste dobili neko moč in ne bo več potrebno jih kontrolirati in imeti konstantno kontrolo nad temi ljudmi ali nad to situacijo, ampak bo v bistvu tako, da se bodo te osebe okrog vas počutile nelagodno, ker boste tako samozavestni, tako prepričani vase, da ne vem, kot da imam občutek, kot da se bodo te osebe potem okrog vas zgubile in ne vem, nekako ne znam opisati situacije, ampak imam nekako občutek, da če bi te osebe potem prišle nazaj v vaše življenje, da ne bi dobile več tistega, kar so v bistvu od vas dobivale. Prej, ko so imele kontrolo nad vami podzavestno, so želele tako osebo ob sebi, ki jih kontrolira, ki jih nadzira, ki jim daje neke napotke ali kaj takega, ampak potem tukaj boste prišli do neke osebne transformacije in enostavno te ljudje se ne bodo več znašli brez te vaše kontrole, ampak hkrati vi ne boste več oseba, ki bo hotela dajati neko kontrolo, ki bo hotela imeti nek konkreten nadzor nad to situacijo ali osebami.
Poglejmo lekcije. Tukaj imamo karto svet in imamo karto petico novcev. Se pravi, definitivno karta svet je lekcija nekega zaključevanja in tukaj bo ta lekcija prav, da to zaključite. Zdaj tudi, če se te osebe pojavijo nazaj v vašem življenju, je pomembno, da jim tukaj ne odprete vrat, zato ker če jim odprete vrata, se lahko zgodi, da vsa ta transformacija, ki ste jo vi dosegli znotraj vas, bo potem šla v nič, ker bo se nekako vrnili na stara pota, zato ker te osebe potrebujejo od vas to kontrolo, ta nadzor. Na nek način to potrebujejo, čeprav jih to obremenjuje, ampak nekako podzavestno one to rabijo od vas. In če jim dovolite, da spet stopijo v vaše življenje, boste na nek način stopili par korakov nazaj, ker se boste spet vrnili nazaj na tisto obnašanje, ki ni koristno za nobenega pravzaprav. Še posebej pa ne za vas, dvojčki. In to vam bo mogoče ustvarjalo nek občutek praznine, mogoče boste imeli nek občutek tak momentalen, da nimate več tistega nadzora kot da ste izgubili tisto moč, ker zdaj nimate več nobenega za kontrolirati, recimo, ampak pomembno je, da se ne predate tem občutkom, ker kot sem že prej rekla, če boste začutili, da vam nekaj manjka in boste šli spet nazaj na to, ker ste bili prej, pač ne bo v redu, ker mislim, ne bo v redu. Nekako boste stopili pač par korakov nazaj. Zato je prav, da se tukaj v tej situaciji, da se nekako sprijaznite s tem, da so se stvari spremenile, da mogoče nekaterih oseb ali situacij ali dogodkov ni več v vašem življenju, da se sprijaznite s tem, da ste se spremenili kot oseba in da enostavno odprete novim možnostim naprej. In tukaj se potem vidi vitez kelihov kaže na to, da boste v bistvu našli ta nek svoj notranji glas, ta čustva, ki vas peljejo naprej, ta čustva, ki boste tukaj v tem tretjem tednu zelo pogrešali. Dajmo pogledati dogodke. Ja, evo, desetica novcev, sonce obrnjeno in kralj kelihov. Če boste premagali, dvojčki, tele težke, te občutke praznine, te občutke, da ste izgubili nekaj, da ste izgubili mogoče moč, da ste izgubili kontrolo nad nečim, da ste izgubili neke osebe ali pa karkoli takega. Če boste uspeli to premagati, vas čaka neka lepa nagrada. Tukaj je obilje, tukaj je stabilnost, tukaj so neke osebe, ki z vami delujejo na drugačen način, se ne postavijo v podrljiv položaj, ampak funkcionirajo skupaj z vami in z vami skupaj ustvarjajo nekaj več. Tukaj gre lahko tudi za nek finančni priliv, lahko gre za pač nekaj stabilnega se bo ustvarilo. Nekako nekaj bo v vašem življenju ustvarilo neko stabilnost, da boste začutili. To je to, kar boste tukaj videli, že te rezultate, da bojo kmalu prišli. In če boste dovolj močni, da boste premagali vse te neke preizkušnje v tem tednu, vas potem, kot sem rekla, čaka res lepa nagrada. In tudi neka svoboda, v bistvu igrivost. Zdaj karta sonce obrnjena narobe, kar pomeni, da mogoče, v bistvu to bi jaz rekla, da je zdaj vse odvisno v tem tretjem tednu, kako se boste tukaj obrnili, katero pot boste izbrali. Zato, ker če greste spet nazaj, se ta nagrada še vseeno pojavi, ampak ne boste tako uživali v njej, kot bi lahko, če boste v bistvu nadaljevali to, kar ste tukaj začeli in se sprijaznili s tem, da stvari niso več iste. V tem primeru bo lahko ta karta dosti bolj pozitivno vplivala na vaše življenje, oziroma ta dogodek bo dosti bolj pozitivno vplival na vaše življenje. In videti je, da tukaj boste kralj kelihov, da boste v bistvu popolnoma obvladovali svoja čustva. Karkoli se bo potem v življenju dogajalo, mislim, konec februarja, no. Konec februarja, karkoli se bo dogajalo, boste to znali imeti pod nadzorom, boste znali ostati trdni in stabilni, ne glede na to, kaj se dogaja okoli vas. Dajmo pogledati še lekcije. Imamo hudič in kralja palic.
Ja, to je točno to, kar sem prej rekla v bistvu. Ta hudič predstavlja, ta hudič nekako vpliva na to karto, ali bo tako ali bo tako. V vsakem primeru boste dvojčki imeli lep zaključek februarja, ampak odvisno zdaj, kako se boste znašli v teh situacijah, če boste šli nazaj na pretekle korake ali če se boste podali potem na novo pot. Definitivno lekcija tukaj, da se znebite teh nekih, te neke kontrole, ne, ko so imeli že prej karto hudič. Tega se morate znebiti, karkoli, ali nekdo kontrolira vas, ali pa vi nekoga kontrolirate, tega se morate nekako znebiti in to premagati. In s tem, ko boste to premagali, boste dobili tisto pravo moč, tisto pravo energijo, da v bistvu, da sledite naprej svojemu srcu, svojim željam, svojim ciljem in da dosežete v življenju to, kar si želite. Dvojčki, to je bilo prav zanimivo. Jaz upam, da vam je bilo smiselno, da vam je bila ta napoved smiselna, da ste se z njo poistovetili. Če je bila, definitivno stisnite mi kakšen like, tako mi boste dali vedeti, da si želite takih napovedi še več v prihodnosti. Če imate kakšno vprašanje, spodaj v komentarjih mi dajte napisati, lahko me tudi kontaktirate na Facebooku. Zelo bom vesela vseh donacij, če ste za to. Spodaj v infoboxu imate vse informacije in to je to. Dvojčki, želim vam res prijeten teden. Stopajte naprej proti novim korakom in ne hoditi nazaj. In to je to. Sedimo potem konec februarja z novo napovedjo za marec 2021. Čau, čau.